Okay, meni je bilo že omenjeno, mislim, da je Jordan rekel na temo, da nismo nič kaj dosti o ekipi govorili. Jaz še vedno včasih, v tistih zgodnjih letih poučevanja podjetništva je veljalo ono pravilo, zato da nastane novo podjetje, potrebuješ idejo, kapital pa ekipo. Ne vem, če je kdo na tole letel, to je bila v ekonomski fakulteti smo to učili, tako pač predavanje 1. Pustimo zdaj, koliko je to res, pa kaj ni, pa tako naprej, se ne bom v to spuščal. Bi se pa v tole ekipo spustil, zato ker ekipa je pa dejansko alfa in omega tega, bo ena firma ratala ali ne bo. In večina stvari, ki jih jaz delam kot mentor, je večino časa ponavadi porabim okoli ekip. Okay? Zato ker ekipa je dinamična žival, v začetni fazi potrebuje neko strukturo, pa se začne ta struktura spreminjati in ponavadi to pripelje do celega kupa enih problemov, problemčkov, katastrof, če hočete. No in mogoče en tak malo bolj celosten pogled, zakaj je ekipa pravzaprav potrebna. En gospod, ki ga jaz zelo spoštujem, tam od spod sem ga napisal na zaslonu, ampak po mojem sem pol čist logo prepoplut, pa se ne vidi, ampak ime mu je Ernesto Siroli, priporočam, da si pogledate kakšen njegov video na YouTubeu. On je lepo rekel, zakaj ne more noben podjetnik sam uspeti. Okay? In je rekel, sam ne moreš uspeti, zato ker mora vsaka firma imeti 3 stvari zelo dobro pokrivati. Okay? In to je, moraš imeti enega, ki zna narediti, moraš imeti enega, ki zna prodati, pa enega, ki zna skrbeti za to, da vse skupaj ne razpade. Okay? S tem, da v zgodnjih fazah podjetništva, ko mi še iščemo ta product market fit, oziroma ko razvijamo naše MVP ali kakorkoli, ponovadi unega tretjega, ki skrbi za to, da biznis laufa, pa procesorji, pa tako naprej, niti ne rabiš. Okay? In ponovadi začnete to 2 osebi. En, ki zna narediti, če je sam ta, ki zna narediti, pol nič iz tega ne rata, se to poznamo, pa rabiš zraven še enega, ki zna prodati. Se pravi, fundament ekipe na začetku je ponovadi one that can make it, pa one that can sell. Ja? S tem imamo ponovadi opravka. Zdaj pa pol imate zelo različne ekipe, eni so močnejši na strani, da znajo bolj narediti, eni znajo ful dobro prodati, pa jih pol na drugi strani se prikavajo stvari, pa iščejo partnerje, ampak ponovadi v zgodnji fazi se soočaš bodisi z nekom, ki zna neki ful dobro narediti, ali pa z nekom, ki ima neke ideje, kako bi neki prodajal, s tem, da je ta druga varianta unga, ki zna prodati, je ponovadi lažji proces v nadaljevanju. Najbolj težavni so podjetniki, ki znajo zelo dobro narediti, prodajali pa ne bi, se to vsi poznamo, to zgodbo.